Lep pozdrav. Danes si bomo pogledali v bistvu še eno stvar na Pulse Chain testni mreži, in sicer kako stejkamo heksa, kako ga vložimo in dobimo namesto heksa, dobimo delnice, dividende in nagrade. Tako da tole bi bilo fajn, da si kar pogledamo. Bom jaz šerala tale zaslon, delila zaslon, share, takole. Zdajle na tej spletni strani go.hex.com, tole je testna v bistvu spletna stran, to ni tista, ki je zdaj na Ethereumu omrežju, ampak tale je zdaj za Pulse Chain omrežje. Zaenkrat je še testna, zato piše ta sample only. Torej, to se ne dogaja zdaj v resničnosti, samo s testnimi kovančki, s testnimi stvarmi v bistvu bomo zdaj ta trenutek delali. Zdaj linke bom dala dol v opis, tako da boste lahko sami prišli na tole spletno stran. MetaMask denarnico imam že odprto, zdaj morate biti na Pulse Chain testni mreži. Če jo še nimate, je v prejšnjem videu, v enem od prejšnjih videov sem to posnela, kako pridete do tega in kako jo namestite in kako pridete tudi do kovančkov, testnih kovančkov. To so nerealni testni kovanci, ki bodo potem izginili. Zdaj hekse imam, Pulse smo zamenjali za heks preko Uniswapa, ki je za to testno mrežo, in smo plačali zelo malo, v bistvu fijev. Zdaj bomo šli pa še tole narediti. Zdaj tukaj vidimo, da smo 809. dan heksa. Heks šteje svoj čas od začetka, ko se je lansiral 2. december 2019, in to je zdaj že 809 dni od takrat, tako da naj vas to ne zmede, da je to danes ta datum, ker heks nima sistemskega datuma, ima svoj sistemski datum, ki ga šteje sam. Zato, ker to je zaprta koda in se jo ne da v bistvu ni odprta proti zunanjemu sistemu, ki ga mi poznamo. Zdaj je to ta koledar, ki ga mi poznamo, tukaj ne šteje. Gremo na zavihek zastavi. Tukaj bo zdaj, koliko imamo heksov mi na razpolago, v bistvu toliko heksov je na razpolago, pa jih dajmo magar, 150 heksov bomo dali stejkati, in pa koliko dni. Tukaj si lahko iz koledarja zberemo, koliko časa. Zdaj v bistvu dlje časa, ko ga boste dali stejkati, boljše. Če damo največ, kar je možno, to je 5 dni, to je malo več kot 15 let, potem se vam tukaj pokaže v bistvu, se pravi, boste vi dobili 300 heksov in efektivnih heksov 450, se pravi, to so nagrade, koliko vam bo v bistvu potem izplačano na koncu. Sicer to se je treba malo bolj razumeti in preračunati, ker glede tudi na ceno T-sharov, se pravi, mi bomo dobili 20,000 v bistvu na ta T-share. To se da zračunati, koliko potem na koncu približno dobiš, drugače T-shari grejo vedno gor. Tukaj je cena v bistvu teh T-sharov, vidimo, da gre skozi gor. T-shari dejansko sploh ne padajo dol, ampak se vedno se cena delnice vedno dviguje, in trenutno je prehitela, že kar nekaj časa je prehitela ceno kovanca heksa, in seveda ta cena ne bo nikoli več padla pod ceno kovanca. Kovanc niha gor dol, v bistvu to se lahko igrajo traderji, tisti pa OG, tisti, ki imajo zelo veliko noter v stejkov v heksu oziroma jih prodajajo.
in imajo na prostem trgu zelo veliko heksov, se lahko s ceno malo poigravajo zaenkrat, zaradi tega, ker je še vedno 90%, še vedno je 90% heksov na trgu za prodajo, možnih 10% se jih samo stejka oziroma so v dividendah. Zdaj, potem, ko se bo to obrnilo, ko bo 90% ljudi v stejka, se cena ne bo več toliko premikala, ker se ne bo dal toliko tradati oziroma toliko trgovati, ker inflacija se povzroča s traderjem, s trgovanjem in zato cena gre lahko gor dol, medtem ko, če vi dajete to stejkati, to, kar bomo zdaj naredili, povzročite deflacijo in takrat gre cena samega kovanca gor in tudi cena T-sharov gre dejansko gre gor. T-sharov je pa vedno manj, je vedno več ljudi, ko stejka, dlje ko stejka, v bistvu manj jih je na razpolago, zato gre cena gor, ker v ekonomiji je tako, da pač, ko je neko pomanjkanje v času, gre pač cena gor, zato se vam zdaj splača te stvari početi, ko smo še bolj na začetku, ko so stvari še poceni in lahko navaden človek pride dejansko noter, da ni treba imeti ne vem koliko denarja, da prideš pač v ta sistem noter. Dobro, zdaj tukaj smo dali 150 heksov, zdaj, če to damo, ne vem, na 365 dni, to je 1 leto, boste videli, koliko manj dejansko dobimo heksov, 30, 180, tako da mi bomo to dali kar na, dajmo na 5, pa da bomo videli v bistvu, kaj 5505, ja, to je prav, da vidimo, kaj se dejansko bo s tem stejkom zgodilo. Tukaj imamo gumbek zastavi, ga kliknemo, zdaj odprtih zastavkov nima, ja, imam, nekaj sem že dala v bistvu stejkati, tole lahko pogledamo, se pravi, zaključi zastavek, zdaj ta zastavek sem dala, toliko pa toliko heksov sem dala že zadnjič za preizkušnjo stejkati in zdaj, če klikam ta zaključi zastavek, še preden v bistvu se pač konča zastavek oziroma stejk, bom plačala kar dosti visoke kazni, če kliknemo, lahko pokažemo, tukaj se vam tudi takle okvirček pokaže in vam tudi piše, da če ste prepričani, da hočete to odstejkati, ker če boste to naredili, bojo kazni dosti visoke in pač ne bomo, lahko tudi vse izgubite. Zato res dajte stejkati tisto, kar ne rabite, tistega denarja, ker veste, da ga 15 let ali pa 10 ali pa 5 ali pa 1 leto ne boste rabili, samo ta denar dajte. Zdaj sem pa to kliknila, ok, zdaj mi bo pa v mojem, ne bom potrdila tega, zavrnila bom v bistvu transakcijo, nekaj bi dobila, ampak mi bo zavrnila bom to transakcijo, ne bom je pač naredila, ampak bomo naredili tale zastavek gor, bomo tale zastavek, takole, in tukaj v bistvu bomo plačali zelo majhen fee, zdaj fee se vedno plača, ko daš gor ali pa dol. Takole, zdaj moramo pač počakati. Zdaj ta zastavek, ko nam bojo to potrdili, ko bo mreža potrdila, je bilo zelo hitro, dejansko je bilo to zelo hitro in zdaj 24 ur bo trajalo, da se bo ta zastavek dejansko, zdaj v teh 24 urah, če to zaključite, mislim, da ni penalov, po mojem, ne, ampak boste previdni, poglejte, ali je ali ni, ali je to kakšen lahko problem. Zdaj lahko damo še recimo, ne vem, pač 50 heksov, če jih imamo, še naredim, ne, nimamo, dajmo 10 heksov, če damo jih 10, pa recimo, da damo na en dan, to bom zdaj pač 10 heksov na en dan, to bo zdaj zelo malo, to bomo pač dobili zelo, zelo malo, malo nazaj nagrad in vsega, ampak bomo dobili, tako da čez 2 dni lahko to zaključimo, odstejkamo, tako da pokažemo, pač kako se to naredi.
Tako da to bomo zdaj zastavili za en dan in pa ga bomo odstejkali, tako da boste videli, kako se bo to dogajalo, ne. Zdaj MetaMask se je odprl, tule vidimo, s katerega accounta bo to šlo dol, koliko bomo plačali, potrdimo, počakamo, ne, pač neverjetno hitro se to v bistvu na puščen mreži dogaja. Tega nisem bila vajena na Ethereum omrežju, jaz sem na Ethereum omrežju tudi izgubila na tak način v bistvu pač hekse, ker se to na Ethereum omrežju zataknilo, pa pol nisem našla pomoči in MetaMask v bistvu ni nič odreagiral, tako da to je bilo kar problematično. Zdaj komaj čakamo, da se bo dejansko tale nova mreža lansirala, ker ne bo teh napak in se to pač ne bo dogajalo. Če gremo pod aktivnosti v MetaMasku pogledat, bomo videli zdaj, da je zaenkrat, teh aktivnosti je zaenkrat add stake, ne, teh aktivnosti zdaj ta trenutek v bistvu ne vidim, lahko pa pogledam, koliko imam še heksov. Ja, dejansko se je vse skupaj zgodilo, tako kot bi se moglo in okej, bomo še v bistvu čez 2 dni posnamem še to, da odstejkam, tako da vam dejansko stvar še pokažem, a ne. Tako, zdaj si pogledamo še, kako zaključimo. V bistvu ta heks stake oziroma vložek v heks, zdaj dali smo 810. dan noter, 811. naj bi zaključili, zdajle je že 812. dan, se pravi včeraj naj bi zaključila. To ni nič narobe, v bistvu 14 dni je časa, da se zadeva zaključi, drugače pa potem sama koda tako naredi, da vam vsak dan pač nekaj malega od vašega zneska vzame stran in tam nekje po 5 mesecih nimate ničesar več gor, če ne odreagirate. Zdaj, zakaj je to tako narejeno? Zaradi tega, da se ljudje dejansko brigajo za svoje finance, da spremljajo, da vidijo v bistvu in da delajo s tem, da ne puščajo, da se stvari dogajajo, da sistem deluje, a ne. Zato je to tako. Se pravi, mi smo še v tej fazi, ko ni problem, da bi nas ta sama koda kaznovala. Zdaj imamo tukaj na koncu zaključi zastavek. Če kliknemo če kliknemo ta gumbek, potem imamo 2 varianti. Ena možnost je zaključi zastavek oziroma pač ta stake, in pa drugo je računovodski zaključek. Zdaj to je, to samo prestaviš za nekaj časa, recimo, da je na Ethereum omrežju zdajle grozno veliko za plačati za pristojbine, pa pač ne bi rad izgubil veliko denarja, potem je najboljše, da se klikne računovodski zaključek, sicer je tudi pristojbina. Jaz ne vidim dosti razlike, jaz osebno, ko sem to delala, v bistvu se mi zdi, da je še najboljše tale zaključiti, pa plačaš tisto pristojbino, kot prestavljati, ker je ravno tako, plačaš malo manj, ampak ravno tako, ke potem plačaš 2-krat, ni tako zelo smiselno. Zdaj, lahko je v bistvu to mislim, da se lahko to 2 do 5 mesecev prestavi, če se ne motim. Zdaj, recimo, to pride prav za tiste, ki imajo kakšno večjo stisko, ki so v bolnici ali kje drugje, da res ne morejo tega narediti, zaključiti zadevo, pa pač nekdo drug jim to prestavi, oni potem zaključijo zadevo kasneje, a ne. Je pa to problematično, ker morate dati potem dejansko dostop do vaše denarnice, kar pomeni, da morate dati res dostop in morate tej osebi res zaupati, tako da pazite, kaj počnete. Najbolje je seveda, da te stvari delate sami in da
da ni nobenega zraven, no, da pač noben ne gleda tega. Pa dajmo narediti samo malo, da pogledam tale, dajmo računovodski zaključek, da vidimo, kaj se zgodi, se pravi, da bi ta steak dejansko mi prestavili. Tole moram makniti. Zdaj, odprl se nam je MetaMask, jaz sem MetaMask že povezala prej, tako da vidimo, da ga vidimo tukajle. Tole je MetaMask. MetaMask oziroma pač, prek MetaMaska je to treba delati. Jaz res osebno priporočam, da ne uporabljate prav MetaMask denarnice. Za test sem jaz to naredila, ker je na testni mreži v bistvu ne morem povezati še Ledgerja. To je zunanja denarnica, hladna denarnica. Drugače še enkrat poudarjam, da imejte hladno denarnico, uporabite MetaMask kot bridge in uporabljate izključno vašo hladno denarnico za to delo, za transakcije. Zdaj tukaj dobimo vse podatke, v bistvu, koliko nas bo ta zadeva koštala. Na Pulse-Chain mreži so fiji res majhni, to so pristojbine za mrežo, res v centih se to šteje, tako da to je fino in bomo kar kliknili potrdi, pa da vidimo, kaj se zgodi. Zdaj more stvari narediti. Zdaj koda je to že naredila. Ne vidim pa točno, v bistvu nimam nobenih podatkov, kako, kam naj bi jaz to prestavila. Če kliknem še enkrat, zdaj tole je zeleno postalo. Dajmo pogledati. Če kliknem še enkrat, bomo videli, kaj se zdaj zgodi. Nov naslov, svoj imenik v bistvu. Okej. To je naslov od Black Hole denarnice, ki bo poslala v bistvu pač hekse nazaj v mojo MetaMask denarnico. Pa dajmo kar potrdi, da vidimo, kako to deluje. Zaenkrat deluje dobro. Hitro je tudi, v bistvu česar na Ethereum omrežju nisem navajena. Super. Zdaj drugače je to zelo kompleksna koda. No, tako, zdaj tisti zastavek se je končal, tako da dajmo še enkrat še tegale. No, zdaj tale pa je še v teku, ne? Tale je še v teku, kar pomeni, da če bi zdajle zaključila, pa bomo to, samo da pogledam, mi pač dobim neko kazen, ne. In zdaj me sprašuje, a sem res prepričana, da hočem zaključiti ta zastavek, vložek, stake, preden se konča, ker me bo koda mi bo pač vzela nekaj proč, lahko tudi vse v bistvu, ne. Tako da lahko zdaj probamo to narediti, pa bomo plačali kazen. Zdaj, glede na to, da je to test, mi ni problem tega narediti, drugače v resničnem življenju tega nikoli ne bi naredila, ker izgubiš denar. Okej, fiji so tudi majhni, zdaj koda bo zračunala vse skupaj za vsak dan posebej in pač naredila, kar bo naredila. Da vidimo, če nam kaj pove ta koda, ne, zdaj računa in je pač zaključila zadevo. Zdaj imamo tega še za zaključiti, pa dajmo tega direktno zaključiti zastavek, prej smo računovodski zaključek, zdaj bomo dali
direktno zaključi, ker tale očitno je za zaključiti. Vidimo tudi po datumu v bistvu, da bi ga morala že končati. Tega pa stake end, ok, to je v redu, pa potrdimo. Veš, fiji so res majhni, to je super, komaj čakam, da bo ta mreža začela delovati. Komaj čakam. Takole. Zdaj to računak, to je izjemno kompleksna koda, zaradi tega pa tudi Ethereum omrežje Hexu zaračunava grozno veliko provizijo, ker naj bi bilo to kompleksno zaračunati. Tako, zdaj tukaj imamo zgodovino zastavkov oziroma vložkov naših stakeov, kaj smo naredili, v bistvu to vse si lahko pogledate kasneje tudi in kaj še imamo na razpolago. Se pravi, tegale smo dali, mislim, da na 15 let. Zdaj, tega bom kasneje v bistvu še malo obdelovala. Zdaj tukajle, če ne razumete teh stvari, greste na tale vprašajček in tukaj imate vse formule, kako si izračunate vnaprej, kaj približno boste dobili, ampak več ali manj ugibaš, zato ker ne veš točno, koliko bo cena Hexa in pa kakšni bojo ti šeri. Zdaj ti šeri lahko grejo zelo, zelo v nebo, zelo zrastejo, tako da je pač računica manjša, kakor v resnici potem kasneje dobiš, lahko dobiš res zelo veliko. Zdaj, če gremo pogledat, prej sem imela tam okrog 40 heksov in zdaj sem jih dejansko dobila nazaj, hekse, tiste, ki sem jih vložila noter, plus nagrade, tako da jih imam zdaj 94. Če grem aktivnosti pogledat, pa vidimo tukaj te stake oziroma pač vložke, ki smo jih danes zaključili, in če kliknemo na njega, stake end, in tole transakcijo, če pogledamo, mislim, da tole še ne dela, če kle nekje imam, tole je testni v bistvu blockchain, ko sem le noter, bom vnesla tole transakcijo, ki smo jo ravno kar naredili, no in tukaj dejansko v bistvu to je pogodba, ki sem jo jaz sklenila samo sabo oziroma s kodo, s Hex kodo, vmes ni nobenega človeka, samo računalnik je zadaj in tako da ni posrednikov in pravično je zadeva narejena. Dobila sem tukaj 50 heksov, dejansko res dobre, fine nagrade, dobesedno. In to je to. V glavnem tukaj pogledate, koliko ste dobili, v bistvu koliko ste zaslužili, in pa tudi to pogodbo, dajte jo spraviti, zaradi tega, ker če vam bo davkarija rekla, da morate davčni upravi pač dati dokazila, od kje vam denar, ki ste si ga preposlali, če boste Hex kdaj prodali, česar pač ne svetujem. Hex je fajn obdržati na dolgi rok, dolgi rok. Tako da boste imeli pol dokaz, od kje vam v bistvu ta zaslužek. Zdaj, če ste ta zaslužek, pač zaslužili v nekaj dneh, nekaj mesecih, ali pa letu, 2, 3, potem boste po vsej verjetnosti morali plačati davek od tega. Če pa to vložite za kakšnih 15 let, ki je največ možno, pa davka ne boste plačali. Tudi tisti, ki ste vložili recimo za 1 leto, za probo, za preizkušnjo, potem lahko ni vam treba prodati Hexa in v evre spremeniti, pač ne boste plačali davka, če boste dali to še enkrat, pa pač na daljše obdobje, pa to večkrat naredite lahko in če ne prodajate,
je to, a ne. Lahko pa tudi si v USDC recimo spremenite, to je stablecoin, stabilni kovanec, kriptovaluta in si to date pač na neko Visa kartico in z njim plačujete, a ne. To je tudi možno. Ali pa v Bitcoin spremenite, tudi v Ethereum in s temi tudi DAI, recimo mislim, da je stabilni kovanec, DAI mislim, da kar precej sprejemajo ta kovanec, tako da lahko se da plačevati, v bistvu ni treba iti nazaj v evro-dolar sistem. To je to. Hvala za pozornost, pa lepo bodite.